Devetletnik Tomas se od sovrstnikov razlikuje po veliki notranji intuiciji in duhovnem uvidu. V svojem dnevniku nam pripoveduje o očetovem nasilju, ljubezni do Elize in branja knjig ter prijateljstvu z gospo Van Amersfoort, ki je pa njegova velika podpornica. Knjigo vseh stvari sta brala Tosja in Maruša. Tosja, živjo. Živjo. Čisto iskreno mi povej, bi prebral knjigo vseh stvari, če je ne bi jaz predlagala, da jo skupaj bereva za oddajo Male sive celice? Ja, najbrž ne bi sploh slišal za njo, tako da dvomam. Sem pa vsem zanj šel v knjižnico in sem videl, da je celo na seznamu za bralno značko. Tako da mogoče bi jo pa vsem prebral, tudi če je ne bi bral za Male sive celice. No, pa imaš eno knjigo že prebrano za bralno značko. Ja. Nažalost je v tej knjigi veliko teme okrog očetovega nasilja do družine. Zakaj misliš, da se je ta oče tako obnašal do svojih otrok? Ja, zna biti, da ima kakšne navade iz otroštva, da so se do njega tako obnašali, pa da se njemu potem to zdi normalno. Je pa ta oče v resnici tudi taka zelo nerazgledan, a ne ozek človek. Meni je to ena boljših knjig, ki smo jih prebrali v prebranih celicah, ravno zato, ker je dokaz, da lahko se nasilje tudi konča. In da lahko to nasilje na nek način tudi družina prekine. Zato urednico Dela Ireno Mislovšak sprašujem, kaj lahko naredimo za druge, če vidimo, da so v stiski, da imajo težave. Pozdravljeni. Čeprav se zgodba dogaja desetletja nazaj, nasilje v družini žal ostaja enako. Predvsem se morajo žrtve nasilja postaviti zase. Ko pa se lahko, naj se obrnejo na ljudi, ki jim zaupajo. Morda učiteljico, teto, kakšnega drugega odraslega, ki mu zaupajo in bo lahko kaj ukrenil, morda nasilje celo prijavil. Hvala lepa, Irena. En tak svetel lik v tej knjigi pa je teta Bea. Kaj bi rekel, kaj ona simbolizira? Teta Bea je res tak en sonček, taka luštna, simpatična oseba, ob njej se pač sprostiš. Pa tudi v resnici je taka, noče se pustiti ustrahovati, da bi recimo moški odločali, kaj bo ona, ker ona se potem kar odloči, da bo ona bo pa nosila hlače, da ona bo pa kadila in pač, ja, da se ne pusti, da bi kdo govoril, kaj naj dela. Ja, predvsem ne pusti, da bi jo ustrahovali moški. Celi družini seveda ustrahuje oče, ki je tudi verski fanatik. Kako si dojemal ta del knjige? Ja, mislim, res mi ni vsak dan, da bi kdo bil toliko blazno veren, da bi se toliko ukvarjal s to stvarjo. Pa tudi to mi je bilo pa kar tako, se mi je zdelo nenavadno, ker potem pa eni večerji so se pogovarjali o tem, kaj piše noter v knjigah. Potem oče kar utišal Tomasa, mamo in Margot in jim pač vsilil njegovo mnenje, da dobre knjige govorijo samo o Bogu, da v dobrih knjigah pač ne piše o stvarih, ki niso povezane z vero. Ja, in da moramo brati samo Biblijo, ne? Ja. Čeprav je tudi Biblija dobro delo, absolutno ga je treba brati. Jaz menim, da je potrebno brati pa čim več različnih stvari in gledati čim več različnih stvari in se družiti z različnimi ljudmi, kar ti tako zgubimo strah in postanemo strpnejši. Se strinjaš? Ja, se strinjam s tem, ja. Hvala lepa, Maruša in Tosja. No, če se pa vi strinjate, bi pa jaz zdajle kar prebral vprašanje. Kateri opis bi najbolj ustrezal knjižnemu liku tete Beje? A. Teta Beja je prijetna članica družine, a se upira patriarhalnemu nadzoru. B. Teta Beja je sproščena oseba, ki se zavzema za svobodo izražanja v oblačenju. C. Teta Beja se bori za feministična načela, kar jo vodi v resnost in odtujenost. Ali D. Teta Beja nasprotuje nadvladi moškega spola, vendar je pri tem pasivna. Ja, kar dolgi odgovori, dolgi opisi. Pozorno preberite in se odločite torej za pravega. Na koncu sta se ekipi odločili za odgovor A. Teta Beja je topla in prijetna članica družine, ki se svojimi dejanji aktivno upira temu, da bi jo ustrahovali moški. Pravilen je res odgovor A. 5 točk za obe ekipi.